Stroka je opozarjala, parlament pa je šel dalje in sprejel zakon o zaščiti živali. Po manj kot tednu dni od njegove uveljavitve je kmetijska inšpektorica ob spremstvu aktivistk že uničila eno kmetijo pri Krškem. No, premier Golob je medtem na bolniški, namesto njega pa nam vlada minister, ki se lahko pohvali s štempljanjem za vse, razen za peščico. Premierju Golobu se sicer, tako se vsaj zdi, obeta tudi postopen trajnejši umik z mesta premierja. Gledate Odmev tedna, dogajanje pa bova za vas komentirala Peter Marše in voditelj oddaje Faktor na TV3 Aljuš Pertinač. Aljuš, pozdravljen. Zdravo, Peter, in hvala za vabilo. Zdaj, preden greva mogoče v podrobnosti, najprej ta vidik. Državni svet je opozarjal, veterinarska stroka je opozarjala, kmetijska stroka je opozarjala, zakonodajno-pravna služba je opozarjala, stranke v državnem zboru so opozarjale, koalicija pa je šla kot valjar preko vsega tega, sprejela zakon o zaščiti živali, zdaj 4 dni kasneje prvi škandal v zvezi s tem, ampak tako divjega valjarja pravzaprav v slovenski politiki nismo vajeni, čeprav so velikrat koalicije bile glasovalni stroj. Zakaj zdaj, kaj se dogaja v slovenski politiki, kar se tega tiče? Ja, mislim, da sta dve stvari tu poglavitni. Ena je ta, da oni razumejo svobodo kot svobodo tega, da kar oni rečejo in naredijo je res. Vse, kar ostali rečemo ali naredimo, je pa proti svobodi. In to se pač vidi v tem postopku, ki si ga ti opisal. Skratka, nemogoče je, da bi, vsi ti, ki si jih naštel, ali bili, politično na drugi strani, kot recimo pač vladajoča koalicija, ali jih kako drugače ne marali, ali pač imeli neki interes v tem, da bi jih blokirali, ali da bi pač opozarjali na to, da zadeve niso v redu. Ampak enostavno pač v tem njihovem miselnem okviru, to, kar pač se rodi na našem zelniku, je edino zveličavno, vse ostalo je pač protisvobodno, je protidemokratično in je treba ustaviti. Bi se pa vrnil mogoče korak nazaj, in to je pa druga poglavitna stvar, ko se je sprejemal zakon, ki je določil, da so živali čuteča bitja. Zdaj, vsi imamo radi živali, verjetno tudi mi dva, ampak vseeno se mi zdi, da pa nekako je dobro, da vseeno je pa neka distinkcija med živalmi pa med ljudmi. Se pravi, da ljudje smo malo drugačni od živali, ne bom rekel, koliko stopenj više, ampak pustimo to za kako drugo debato, ampak vendarle. Zdaj, ta distinkcija je po moje s tem, ko smo pač določili živali kot čutečo bitje, na nek način izginila. In to, kar zdaj vidimo v praksi, je v bistvu kombinacija teh dveh ekstremov. Se pravi, mi imamo radi živali, in ker imamo mi radi živali, imamo pravico, da ko vidimo žival, ki po našem mnenju je nesrečna, jo moramo rešiti, te njene nesreče. In mislim, da se je v ekstremu, ki smo mu bili priča zdaj pred kratkim, na tej kmetiji pri tem odvzemu pač živine oziroma krav se je točno to zgodilo. Skratka, ko ti ljudem daš bianko menico, da nekaj, kar je njim pri srcu ali pa na kar sami mislijo, da se spoznajo, pač uveljavljajo in imajo vzadje še podporo države, potem se dogaja to, kar se dogaja. Zdaj, lahko se pogovarjamo o tem, ali imamo srečo ali nesrečo, da premierjevo poklicno zasebno spremljevalko, ko vidimo, da je njegova spremljevalka tudi poklicna, ne samo zasebno, ker se vmešava v njegov posel, oziroma je on to dopušča in ji daje neko vlogo, je pač najbolj očitno zanimajo pač pravice živali, pa to, kaj jemo. Se pravi, o tem se lahko zdaj pogovarjamo. Imamo srečo ali imamo nesrečo. Lahko bi jo zanimalo kaj drugega. Recimo, ne vem, kakih bi bili posegi, če bi denimo zbirale znamke. O tem lahko samo gibamo. Ampak to imamo. In ko to vemo, potem vemo, kaj se bo zgodilo. Ker ko on kot predsednik vlade zapade pod njen vpliv, je to ena stvar, ki ni dobra, ker seveda pač zmerom si želiš na tako pomembni politični funkciji človeka, ki recimo imaš občutek, da se suvereno odloča. Pri čemer ne smemo pozabiti, da že on sam sabo ima veliko težav pri tem. Sej pove, jaz se nekaj spomnim, pa si pol premislim, pa tako naprej. Skratka, že tu je težava. Ampak vseeno, ko pa on njo pripelje na tak nivo, da je cela država zdaj talec neke Instagram vplivnice, ki pač ima rada živali, je pa to še veliko večja težava. In potem v praksi pridemo do teh primerov. In kaj zdaj narediti? Se pravi, mi imamo situacijo, kjer je predsednik vlade, ima rad živali, zato ko ima njegova bejba rada živali, ne je mesa, zato ko njegova bejba ne je mesa. In zdaj
inšpektorji uprave za varno hrano, ne, morajo s tem vedenjem v nekih konkretnih postopkih se obnašati, ne. Pri čemer, kot vidimo, celo obveščajo premierjevo poklicno zasebno spremljevalko, ne, v realnem času o teh postopkih. Tako da jaz pričakujem, da naslednji postopek bo izvedla kar gospodična Tina Gaber sama in ga v živo prenašala na Instagramu, ne, kjer boš lahko ti preko tega družbenega omrežja že v živo tudi posvojil te živali, ki bodo odvzete in tako naprej, ne. Če kdo misli, da pretiravam, pač se moti, zato ker v to smer zadeve grejo in to pomeni demontažo v bistvu vsega, kar pomeni država, kar pomenijo neodvisne strokovne inštitucije in za kar smo si prizadevali, ko smo šli v samostojnost. Zdaj, 4 dni potem, ko je zakon stopil v veljavo, smo bili priča temu primeru kmetov iz Krškega, so pravzaprav odvzeli vseh 24 glav živine, ki jih je imel. Poglejaj si, kaj ste povedali o tem v oddaji Vroča tema, Vida Čadonič Špelič in Anton Medved. Glejte, mi smo ta dogodek doživeli nekako šokantno, zastrašujoče, začeli so nas klicati kmetje, seveda takoj smo poslali našega predstavnika, da si je kmetijo ogledal na kmetiji, ker je on pač ekološki kontrolor, ni opazil večjih napak, živali bile razseljene, gospa, ki je pomagala na tej naklade živali, ima celo eno žival pri sebi doma. Če imamo pravo informacijo, ni pravilno oskrbljena, je krmi brikete, krmila, nevolimozne krme in krava že ima celo drisko. Se pravi, posledica tega odzema je že, je krava zbolela. Potem druge krave so na več lokacij razseljene. Kolikor bo potem te krave pripeljali nazaj, bo tudi težava zopet sobivanja. In kmetu je povzročena in duševna, finančna, velika škoda. Trajna posledica bo to kmetija imela. Pri tem odzemu je šlo narobe vse. Celotno oddajo Vroča tema si že lahko gledate na našem YouTube kanalu in če nam še niste naročeni, le to storite, da boste sproti obveščeni o naših prihodnjih oddajah. Skratka, praktično vsa stroka je enotna, da je bil odvzem teh krav neprimeren, da je šlo narobe vse, kar lahko gre, da je bil ukrep nesorazmeren, dokumentacija pomanjkljiva, da kmet sploh še nima odločbe, čeprav bi jo že moral zdavnaj imeti, da je ukrep odredila in izvedla inšpektorica, ki je bila Golobova nesojena kandidatka za vodenje uprave za varno hrano in pravzaprav je bil tudi to en izmed jabolk spora med njim in kmetijsko ministrico, ki se je potem mogla posloviti. In kot že omenjeno, o dogajanju so bili obveščeni zasebno je Pošto Tina Gaber in pa kandidatka, ena izmed resnejših kandidatk recimo za naslednjo kmetijsko ministrico, državna sekretarka Eva Knez. Pravzaprav glede na vse te naključja oziroma ne naključja, ki so se zgodile, se sprašujem, marsikdo je bila ta zadeva zrežirana, lahko je možno, da je po slučaju se zgodilo vse to. Ne, tu ni nobenih slučajev, ne. To je vse jasno pač del te politike, kjer vse ostane v družini, ne. Se pravi, mi imamo zdaj problem, kjer imamo kult osebnosti pač predsednika vlade, ne, ki je izjemen egotripaš in potem imamo še pač njegovo poklicno zasebno spremljevalko, ki pa očitno hoče zasenčiti celo to, kar se njemu dogaja, ne. In tukaj vidimo, da zadeva je znotraj njihovega kroga, znotraj teh, ko bi rekel, pač ta gospa inšpektorica je prijateljica od Tine Gaber, ne, zato je tudi bila kandidatka za direktorico uprave za varno hrano, tako so se tam zaposleni temu uprli, ne, se je zadeva malo umirila, ampak zdaj pač ne, še z večjo vehemenco verjetno hodi po Sloveniji in pač odvzema ljudem pač premoženje oziroma v tem primeru živino, s katero pač lahko upravljajo svojo dejavnost, ne. To, kar je rekel predsednik sindikata kmetov, mislim, da v prispevku, ne, se pravi, da ti imaš kravo doma in jo hraniš iz briketi, ne. Tu se vidi osnovno nerazumevanje, ne. Te ljudje, Peter, mislijo, da so krave pač hišni ljubljenčki, ne. Oni ne razumejo, da nihče nima krav doma, zato ker se krave rade božajo in ker rade hodijo s tabo na sprehod, ne. To ni funkcija krav, ne. Krave gojiš pač zaradi, ne vem, mesa, mleka, pač predelave mlečnih izdelkov in tako naprej, ne. Recimo zaradi paše itd. Ne zaradi tega, ker bi to bili hišni ljubljenčki, ne. Zdaj ta reakcija, ne, kakor mi gremo pa vidimo, da so krave umazane, mi pa ni tuja, zato ker eden mojih boljših prijateljev recimo goji škotsko govedo. In ne boš verjel, ne, ga je tudi nekdo, verjetno eden ljubitelj živali, ki se slučajno mimo pelil, prijavil, ne, da so njegove krave pa boge zato, ker so zunaj, ne. Ampak pač škotsko govedo se goji zunaj, ne. Saj po moje tem kravam je
težko pri njemu zdaj, ko imamo te mile zime zadnje leta, ne? Se pravi, si želijo verjetno, da bi bile na Škotskem, pretiravam, ampak vseeno, ne? Skratka, ti ne moreš kot nekdo, ki ni, bi rekel, dnevno v to dogajanje vpet, o tem razsojati, ne? Tisto, kar nas pa lahko skrbi, pač vse ostale, ki mogoče nimamo krav, je pa to, ne? Se pravi, da neka inšpektorica pride, nekaj nakrenca na roko, naredi nek tak izjemen ukrep, kot je odvzem živine in potem se ne zgodi nič, ne? In potem mi čakamo in smo spet priča tem nekim obljubam, ne? Začasni kmetijski minister nekaj obljubi, se to ne zgodi. Skratka, Peter, ti ljudje se ne zavedajo, se pravi predsednik vlade, ministri, njegova poklicna zasebna spremljevalka predsednika vlade se ne zavedajo, da pač te njihove besede nekaj štejejo, nekaj pomenijo. Če oni nekaj obljubijo, če nekaj rečejo, če nekaj naredijo, mora to imeti neke posledice. Če nima teh posledic, če ima neke druge posledice, ki so nezakonite, škodljive in tako naprej, ki so vpreki z zdravim razumom, ker to, kar zdaj gledamo, je res vpreki z zdravim razumom, to ima neke posledice. Ampak oni se tega ne zavedajo, ker tisto, kar je njim pomembno, so njihovi osebni občutki. Ne? Se pravi, mi smo zdaj v neki ekstremni situaciji, kjer imamo na najpomembnejših položajih v državi političnih ljudi, ki jih zanimajo zgolj njihovi osebni občutki, njihovo ugodje, kako se tisti hip počutijo in kaj se njim zdi fajn in prav. Ne? In to je v popolnem nasprotju s tem, kako bi morala država funkcionirati. Ne? In to ni svoboda, to je pač diktatura. In to, kar imamo mi zdaj, je diktatura. Mi imamo diktaturo svobode z velikim S, ki nam je ugrabila svobodo. Svobodo razmišljanja, mišljenja, svobodo govora, svobodo delovanja v skladu z zdravim razumom. To imamo mi ta hip. Ne? In to je naš problem. Ne, kaj bo se Robert Golob spomnil, ko bo prišel z bolniške, ne, kaj bo Tina Gaber naslednjič objavila na Instagramu, ne, še najmanj pa, ali to pomeni, če bo Golob šel, da bo spet Janša nazaj prišel. Ne. To nas lahko ta hip še najmanj skrbi, ker mi imamo veliko večje probleme zdaj, v tem trenutku. Se točno to opozarja tudi recimo Anton Medved, ne, ko pravi, da se pravzaprav vračamo v neke druge čase. Ta zakon je narejen to, da bodo kmetom enostavno kradli živine. To, kar je zdaj bilo razloženo, je enostavno kraja živine. Z terena nas kmetje opozarjajo, a bomo kaj naredili. Sedaj so odpeljali živino, naslednji korak bo stroje, potem pa zemljo. To se je dogajalo v 48 letih, v času Inforbiroja. A smo tukaj zdaj? Kot da se vračamo v neke svinčene čase iz konca druge svetovne vojne, vrha komunizma. Ne? Pravzaprav to so neki povsem drugi pristopi, kot smo jih recimo v demokraciji vajeni. Po drugi strani pa hkrati to počnejo recimo stranke koalicije, ki je potegnila glasove iz cele Slovenije, ne zgolj recimo iz nekih urbanih središč, kjer so, rekel, skoncentrirani ti ljudje, ki recimo pse oblačijo v neke smešne kostume in ne razumejo čisto dobro, kaj je žival in kaj je človek. Ja, ker težava je bila že na začetku, ne, ker so vsi ti ljudje, ki si jih ti zdaj omenil, ki so glasovali recimo za to gibanje Svoboda, za Roberta Goloba, za to spremembo oblasti, ne, za konc korone, za konc mask in ne vem kaj, ne, so pač zmotno mislili, da bo Golob in ta Svoboda z velikim S, ne, ki zdaj vidimo, da nam je ugrabila Svoboda z malim S, da nam bo to prinesla. Ampak oni niso tega tako razumeli. Se pravi, Golob in kompanija niso razumeli, da so ljudje njim podelili mandat za to, da bojo oni delali v dobro ljudi, ne? Zato, da bo ljudem boljš, da bo pač ta velika večina, ki je za njih glasovala, boljše živela. Ne, oni so razumeli, da je to pač izraz njihove priljubljenosti in všečnosti, ne? Da so jim ljudje dali všeček in zdaj pač oni so tam na oblasti in lahko počnejo, kar želijo, ker je to itak edino prav in zveličavno, ker ljudi sam to zanima, kaj je za njih dobro in kako se oni počutijo, ne? In tu je ta problem. In zdaj, je res, da te poteze, ki jih zdaj vleče, spominjajo na to, ne, kar se je dogajalo po drugi svetovni vojni, ampak obstaja ena pomembna razlika, Peter. Takrat je to bila uradna politika, ne, se pravi, pač država je na tak način ravnala, ne, v dobrem in v slabem. Zdaj to ni uradna politika. To, kar mi imamo zdaj, je uzurpacija te uradne politike, ker uradna politika gotovo v Sloveniji ni, da se kmetom odzema živino. Jaz sem 100%, da to ni niti v ustavi, niti v zakonu, niti kogarkoli greš vprašati, ti ne bo tega pač rekel. Ampak v praksi pa vidimo ravno to. In jaz verjamem, da se kmetje bojijo, ker če ti danes lahko odpelje kravo, ti lahko jutri traktor,
tretjič ti bo zemljo vzel, ne, ker itak vemo, da krave pač z prdenjem kukar uničujejo ozračje, povzročajo globalno segrevanje, ne, kmetijstva itak preveč, mesa sploh ne smemo več jesti, traktorji so glasni, pa tudi veliko nafte rabijo, ne. Se pravi, na koncu pridemo do srča problema. Tu pa je, mi moramo nehati živeti na način ljudi in moramo začeti živeti kot živali, ne? Ker živali so boljše kot ljudje. Ne? Vsi ti ljubitelji živali na ta način, ko se tu obnašajo, nam v bistvu sporočajo, da imajo oni živali raj kot ljudi. Ne? Se pravi, čisto konkretno, bolj jih skrbijo krave tega nesrečnega kmeta, kot jih skrbi ta nesrečen kmet. Je res. Ne? Ker nobeden od teh se ni vprašal, kaj bo on zdaj počel, če mu krave odpeljajo. Ne? Smo pa lahko brali, ne, kako je pač ena od teh obveščenih zainteresirane javnosti, ne, ki so vnaprej obveščene o teh kvazi postopkih, se zaljubila v neko kravico tam in kako se je tista kravica zaljubila v njo in je pač sledila domov in je mukala in je ne vem kaj in gor in dol. Ne. Skratka, to je ta logika. Ne. Se pravi, tam je ena krava, ki po mnenju te gospe pač je bila nesrečna, zdaj je ona usrečila, to je neka velika ljubezen med njo in tisto kravo, ne. In to je pomembno. Vse ostalo ni pomembno. Ne? To ni res, ne? Zdaj, ta dogodek je pravzaprav precej šokiral slovensko javnost, ne, pa vendarle ne vidimo kolesarjev okoli parlamenta, kmetje še niso potresali gnojnice, recimo po Šubičevi. Ne? Kako to? Zakaj ne? Ja, ljudje so v stanju šoka in pač nihče jim ne govori v tej zgodbi še ta hip, da naj se pač okrog tega politično mobilizirajo. Ne? Mi smo pač tako narejeni, glede na to, da imamo to dolgoletne izkušnje z državami, ki niso bile naše, ne? Se pravi najprej Avstro-Ogrska in potem Kraljevina Jugoslavija, pa SFRJ, ne? In tako naprej. Se pravi, ko oblast nekaj odreagira, ne? Ti najprej pač si počakaš, da vidiš, kaj je res, ne? Kaj je res, kaj ni res. In meni se zdi, da na začetku je dosti ljudi pač, ne, mogoče gledali tiste fotografije ali pa niso tako navajeni, kakšne pač krave so, ko so zunaj, ne, pa ko dežuje, ali pa so si mislili, mogoče pa je nekaj na tem, ne, dajmo zdaj počakati, da vidimo. Ne. In zadeva enostavno je tukaj izven našega spektra tega, kaj so za nas pomembna politična vprašanja, da se sploh ne znamo do tega opredeliti. Ne. In to je spet še ena dodatna težava. Se pravi, ko ti v fokus nacije postaviš položaj živine pri kmetih. Ne? Mi se zdaj s tem ukvarjamo, se pravi vsi. Mi, eni, ki sploh krave nismo še v življenju videli, ali pa recimo jo zelo redko vidimo v živo, ne? Se zdaj ukvarjamo s tem, kakšna je pravilna namestitev krav, kako se jih pravilno prehranjuje in tako naprej in tako naprej. Vsi smo zato zdaj neki strokovnjaki in ta svoja mnenja delimo v javnosti, na družbenih omrežjih in tako naprej. Ne? Tu je brez veze, Peter. Mi se ne rabimo zdaj ukvarjati s kravami. Jaz sem 100%, da za krave v Sloveniji je odlično poskrbljeno. Zato, ker krave niso tu od včeraj, ne, so že dolg časa pri nas. Mi imamo druge težave v državi, s katerimi bi se mogla ukvarjati politika in do katerih bi se mogli kot neki družbeno-kritični posamezniki ali pa politično-družbeno aktivni državljani opredeljevati. Ampak namesto tega se moramo opredeljevati v kravah. Ne. In kaj čem zdaj jaz tu reči? Ne? Če mene vprašaš, jaz ti lahko odgovorim v 3 stavkih. Se pravi, meni se zdi, da s temi kravami ni bilo nič narobe, posebej po tem, kar pravijo strokovnjaki. Jasno mi je, da je postopek pač bil peljan neustrezno in jasno mi je, da je ukrep pač odzema pač pretiran. Ne? In od tu naprej, kaj čem? Lahko sam čakam, da vidim, kdaj se bojo zadeve vrnile v normalo. Ampak težava je, kot smo rekla prej, da se zadeve ne vračajo v normalo, ne? Ker tudi super duper bivši predsednik vlade, obrambni minister in začasni kmetijski minister Marjan Šarec nima toliko moči, ne, z vsem svojim aparatom zadaj, ne vem, Odlaskovim medijskim imperijem, Damirjem Črnčencem, razumeš, vsi te ne morejo prisiliti v narekovajih ali pa dopovedati tej nesrečni inšpektorci uprave za varno hrano, da naj neha ga srati, po domače povedano, in da naj pač zadeve vrne v normalno stanje oziroma da se vzpostavi zakonito ravnanje državnih organov. Ne. Tu je naš problem, to mene skrbi, ne za te krave. Te krave, jaz računam, se bojo vrnile, ne? In tudi tista, ki se je zaljubila v to naključno pasantko, ki je bila obveščena o tem, da lahko eno kravo očitno posvoji, ne? Mislim, da bo prebolela pač
če bo prišlo do prekinitve tega njenega odnosa. Zdaj, med tem časom je Robert Golob pravzaprav na bolniški, je predstavljal operacijo kile prejšnji petek in ta teden pravzaprav državo vodi podpredsednik vlade in minister, lahko rečemo, za štempljanje za vse razen za peščico Luka Mesec, kar je že kot prvo zanimivo, ker je predstavnik manjšega koalicijskega partnerja, zdaj Robert Golob utemeljuje, češ, da je Tanja Fajon preveč na potovanjih, da bi vodila vlado. Vendar, kaj pomeni ta dinamika v koaliciji, da je recimo Mesec postal ta nadomestni premier in koliko recimo lahko Golobu ta odsotnost koristi oziroma zamaja stavček? Zdaj, politološko ali pa politično gledano je to popolnoma zgrešeno, kar je naredil predsednik vlade. Ni sam problem to, da je pač Luka Mesec iz manjše koalicijske stranke, problem je tudi v tem, da je Luka Mesec ni več koordinator Levice, ker mu pač člani Levice niso podelili tega mandata. Kljub dolgotrajnemu glasovanju, večkratnim poskusom in tako naprej. So se mu odrekli na nek način. Zdaj, dogovorili so se, da bo pač on ostal na mestu podpredsednika vlade, in to je očitno bil nek kompromis, ampak kaj veš, pač pot v PK je tlakovana z takimi gnilimi kompromisi. To, kar je pa zdaj naredil predsednik vlade, da je preskočil ne sam Tanjo Fajon, ki bi po logiki mogla ga pač nadomeščati, ampak je tudi recimo preskočil Asto Vrečko kot koordinatorko Levice, in dal za to Luko Mesca, je pa seveda težava. In težava je v tem, da je s tem pač na nek način užalil in tudi javno degradiral pač socialne demokrate kot drugo največjo koalicijsko stranko. Težava je v tem, da je na nek način degradiral in tudi javno užalil pač Asto Vrečko kot koordinatorko Levice. Največja težava je po tem, da je Luki Mescu dal sporočilo, da on ni političen mrtvec, kar je lažno sporočilo. Ampak Golob ima tu že dolgo tradicijo, ker je tudi Marjanu Šarcu pa Alenki Bratušek dal isto sporočilo, ko ne samo, da sta bila že politična mrtveca, ampak sta bila že tudi politično pokopana. In jo je potegnil ven iz groba in zdaj on dela naprej to neko linijo teh političnih mrtvecev, zombijev, ima Šarec, Bratuškova in zdaj Luko Meseca isto. In on ga je zdaj dvignil, se pravi, Luka Mesec, ki doživlja pač same negativne ocene, se pravi, na volitvah je pel stranko, na volitve so komaj prišli v parlament. Ni več koordinator Levice. Očitno je slab minister. Do tega verjetno še pridemo, do tega štempljanja. In zdaj ga je on pa nasprotju s tem nagradil in mu je rekel, ti me boš nadomeščal. Zdaj mi lahko ugibamo, a se pri njemu počuti najmanj ogroženega, ker pač koga lahko pa dam enega tazga, ki bo jo ljudje videli, da ta je pa lahko še slabši od mene, a je mogoče njegovi poklicno zasebni spremljevalki Mesec bolj všeč, pa mu je ona pač svetovala, da je raj njega, ko pa ne vem, tam eno žensko, to ne vemo, tudi ne bi rad v tem ugibal. Problem pa je, da seveda Mesec, ki ima zdaj veliko težavo na svojem resorju, tu pa je ta nesrečni zakon o evidentiranju pač delovnega časa pa i šire, ki mene ne preseneča, ker Peter, moramo se spomniti, Luka Mesec v življenju nikoli ni štempljal. Zakaj ne? Zato, ker nikoli ni imel nobene službe. In tudi po novem se ne štemplja. In taki so gotovo najbolj primerni, da v bistvu razlagajo in upeljujejo zakonodajo o štempljanju. Namesto, da bi se zdaj Luka Mesec s tem svojim bizarnim zakonom ukvarjal, namesto, da bi se ukvarjal s tem, zakaj mora opozicija z amandmaji, ko kozmični dež prepreči večini v državnem zboru, da bi zavrnila amandma, zagotoviti, kar je edino normalno, 100% usklajevanje socialnih transferov z inflacijo, tako kot pač po zakonu in pred Bogom pri nas velja, ne glede na to, smo imeli poplave, pa si je predsednik vlade premislil, pa tako naprej. Skratka, namesto, da bi se s temi stvarmi Luka Mesec ukvarjal, za kar recimo bi človek pričakoval, da on tam, kot minister za delo, pa pač bivši koordinator Levice oziroma poslanec, minister iz vrst Levice ali pa podpredsednik vlade iz vrst Levice, se on mora ukvarjati s tem, da nadomešča predsednika vlade. In zdaj edino vprašanje, kdo bolj uživa? Ali Luka Mesec, ko ga nadomešča, ali Robert Golob, ko lahko podaljšuje bolniško. Ker če bo Robert Golob brez nekih resnih informacij v javnosti, kaj je šlo narobe pri tej praviloma rutinski operaciji kile, tako da on rabi namesto pač par dni bolniške odsotnosti, kar je recimo normalno, zdaj že en teden, pa mogoče, ne vem, teoretično se bo to podaljšalo še za en teden, pa se res lahko vprašamo,
če nam tega ne bojo pač sporočili uradno, ali z njegovega kabineta, ali pa pač strani njegovih zdravnikov, kdo bolj uživa, ali Luka Mesec, ko nadomešča predsednika vlade, ali Robert Golob, ko je na bolniški. Edino, kar vemo, je, da mi ne uživamo, ne? Ker to, kar se zdaj dogaja, ne, ni boljše od tega, kar se je dogajalo pod Golobom, ampak kaže na to, da je lahko še slabše. No, ravno ta vtis Goloba, ne, da je vedno bolj tudi on pravzaprav politično truplo, ne, oziroma da se premika v to smer, se kaže pravzaprav ta teden. Ne, prva stvar, KPK je nekako sporočil, da je po pričanju Tatjane Bobnar nekako prišel zaznal sume kršitev integritete in pritiskov na nekdanjo ministrico, ne, pri čemer je zanimivo, da je ministrica te iste stvari povedala že decembra lani, ko je odstopila. Zdaj KPK sicer trdi, da je to že takrat začel preizkus, pa je zdaj slučajno ravno ta postopek prišel do te faze, da so ga dejansko tudi sprožili. In po drugi strani smo videli lahko javnomnenjske ankete, ki pravzaprav potapljajo Svobodo, ne, in hkrati recimo so prvič postavile med merjene politike tudi Vladimirja Prebiliča, ki je slučajno se znašel recimo tudi v Tarči prejšnji teden, ne, kot eden izmed kandidatov recimo za to, da bi nadomestil Goloba. Se Golobu maje stolček, oziroma kako močno se mu maje stolček? Ja, Golobu se absolutno maje stolček, če ne bi bilo nič od tega, kar si navedel, ne, vidimo, da on sam, ne, če še psihično zdrži, da bi ostal na funkciji, zgleda fizično tega dolgo več ne bo zdržal, ne, ker te njegove poškodbe se kar kupičijo. Golob je človek nizke rasti in pač poškodbe spodnjega dela telesa pri ljudeh nizke rasti so manj pogoste kot pri nekih visokih ljudeh. Ne. To, kar se pa njemu dogaja, pa daje slutiti, ne, da mu telo sporoča, da ni na pravi poti. Se pravi, to, kar mi vidimo, ne, da on gre pač v neko smer, ki je zgrešena. Očitno mu tudi njegovo telo sporoča. Zdaj, koliko on te informacije tako razume, kako hitro bo recimo to sprocesiral sam pri sebi in ugotovil, da je zanj boljš, ne. Zdaj pa govorimo o interesu njega in njegovega zdravja, da pač s tem preneha, bomo videli. To vse, kar se pa okrog dogaja, ne, in kar si ti zdaj opisal, je pa pač v bistvu nek odraz neke panike, ki se je zgodila, ne, tisti hip, ko so se centri moči iz ozadja, ki so pomagali Golobu priti na oblast, ki so mu pomagali doseči rekordno zmago na slovenskih volitvah, ki so praktično vso oblast položili v roke človeka, ne, ki zjutraj se nekaj spomne, pa popoldne ne ve, kaj se je zjutraj spomnil, ve pa, da si je premislil. Ne pretiravam, to pač zdaj jasno vidno, da se človek tako obnaša. Ne. Imeli smo informacije, da se je tako obnašal na GEN-I-ju, ne, in takrat so mnogi rekli, ja, lahko se tako obnašaš na firmi, ne moreš pa se tako obnašati, ko vodiš državo. Ne. Recimo tudi Radio Študent, da jih mimogrede pohvalim, so že predčasno, preden je Golob prevzel oblast, opozarjali, da Golob ni slovenski Gilgameš, ne, in da mu ne moramo pripisovati nekih, pač bi rekel, nadnaravnih lastnosti, zgolj po tem, kar nam obljublja v predvolilni kampanji. Ne. Ampak jaz bi šel še korak dlje, Peter. Jaz bi rekel, da tudi na čelu GEN-I-ja se ne moreš obnašati, kot se je obnašal Golob, ker verjetno so mu zaradi tega niso tudi mandata podaljšali na čelu družbe. Ne? Skratka, če bi tam vse teklo tako kot normalno, potem bi on še zmeraj bil tam. In to, kar imamo mi zdaj, ne, je prineslo ta strah, in ko so se centri moči odločili, da očitno Robert Golob ali fizično, ali psihično, ali kako drugače ne bo zdržal do konca mandata, ne, so začeli zvoniti alarmni zvonci. In pol kar naenkrat imaš ti te paradokse. A ne? Kar naenkrat imaš potem poslanko Mojco Pašek Šetinc, ne, ki jo je Golob zabrisal iz stranke, pač ena izmed teh njegovih muh, ki je neki bil nezadovoljen, ki se ni obnašala tako, kot bi on pričakoval, ki zdaj glasuje, ne, in javno pravi, bom glasovala za amandma, ki ga je vložil Janez Janša. Ne. Zdaj, mesec nazaj, 2 meseca nazaj, a bi ti verjel, če bi ti nekdo rekel, da bo Mojca Pašek Šetinc v državnem zboru pri proračunu glasovala za amandma, ki ga je vložil Janez Janša, ne? Ki mimogrede ni spremenil mnenja, da ne bo pomotil Mojci Pašek Šetinc, ker še danes tvita, da gre za prvo murgelsko strojnico v državnem zboru. Ne? Se pravi, če zdaj v ta kontekst to postavimo, se pravi, poslanka, ki jo je Janša označil za prestitutko, ki je šla zaradi tega na sodišče in zmagala na sodišču, ki jo danes označuje za prvo murgelsko strojnico v državnem zboru, javno pove, da bo glasovala za amandma, ki ga je vložil Janez Janša oziroma pač poslanska skupina SDS in NSI, ker je tako prav. Ne? In potem kozmični dež pride na pomoč in je glasovanje tako, kot ga recimo pač vladajoča koalicija ni pričakvala, ne? In Robertu Golobu na bolniški lahko poveva, Peter, ne? Dragi Robi,
Se pravi, to, da si ti Mojco Pašek Šetinc v eni svojih muh zabrisal ven iz stranke, te bo zelo drago stalo. Najprej te je že stalo 16 milijonov evrov, ne? Ker na to se nekako ocenjuje, da je finančni učinek tega, da se bojo socialni transferji usklajevali 100% za inflacijo. Se pravi, kačink, ne? Ko una blagajna, 16 milijonov evrov Robi si že plačil za to. Ne? Zdaj pa čakamo, kak visok bo naslednji obrok. Razumeš? Skratka, to je problem. Ne? In zdaj tazga človeka imeti na čelo vlade, sigurno, da tudi unim, ki jim paše, da Janša ni na oblasti, jim to ne more pasati. In zdaj iščejo neke rokohitrske rešitve. Ne? In ker pač nimajo pametnih rešitev, so najdli župana Kočevja, ne? In so rekli, kaj pa, če bi zdaj mogoče pa bil župan Kočevja, samo on je pa simpatičen, pa probo je že na predsedniških volitvah, ne? Kjer pač ni impresioniral, ne? Ampak mogoče bi pa zdaj ga spet potegnili malo iz naftalina in glej ga zlomka, kot si rekel, ne? Ni na medija, Nikole Damjanič že izmeri, da je Vladimir Prebilič tretji najpopularnejši politik v Sloveniji. Ne? Skratka, gremo po preizkušenem scenariju, ampak lahko že vnaprej ugotoviva, da to ni ta prava pot. Ker če oni mislijo, da lahko norosti Goloba in njegove poklicno zasebne spremljevalke nadomestimo z županom Kočevja, jih ne moremo. Še posebej, če v isti sapi je ta župan Kočevja kandidat za naslednika Goloba, kandidat za novega kmetijskega ministra, pa kandidat za evropskega poslanca, ker kani iti na evropske volitve svojo listo. Ne? Se pravi, ti skip, ko imaš ti človeka, ko je lahko na 3 nepovezanih, diametralno nasprotnih funkcijah istočasno, potem veš, da greš še za enega mačka v žaklo. Časi so resni, Peter, ni zdaj čas za mačke v žaklu in jaz bi sam še to rad položil vsem na srce. Če vas skrbi, če bo Golob šel, da bo prišel Janez Janša, ne? To je še najmanj, kar vas lahko skrbi. Če ne verjamete ven, če ne verjamete meni, verjamete Mojci Pašek Šetinc. Ne? Mojca Pašek Šetinc vam je dokazala, da če vas pri tem, a bo Golob šel, najbolj skrbi to, a bo prišel Janša, vas ne rabi nič skrbeti. Golob tudi nima še kandidatov za 3 ministrska mesta, ki so izpraznjena. Ne? On je sicer 25. oktobra Ja, imel jih je, ne? že jih nima več, javno izjavo, da ima podpisane vse 3 izjave, soglasja k kandidaturi. Ne? Zdaj, mesec dni kasneje, teh kandidatov od nikoder. Ne? Ja, verjetno si je spet vmes premislil. Žal pri predsedniku vlade je, da ne samo, da hitreje govori, kot misli, ampak tudi nič ne misli, ko govori. In problem je, da ja, on je res obljubil, ampak vsi smo vedeli, da temu ne bo tako, Peter, ker smo videli, koliko časa je iskal recimo ministra za zdravje. Do zadnjega dne. Ampak on se sam spravi v situacijo, ko mora iskati ministre. To je tisto, kar je pri vsem skupaj najhujše, če mene vprašaš. Ne? Skratka, minister za zdravje bi lahko bil še danes minister za zdravje, je res. Ne? Ker samo vedeli, da za javno pravo je moglo odstopiti. Ja, ampak tudi tam jo je pač on predlagal. Ne? In mogoče, če bi pač boljše ljudi predlagal, če ne bi zbiral ministrov potem, koliko so oni pa njihovi zakonski partnerji denarja vložili v kampanjo Gibanja Svoboda, ne? Ker vemo, da ena večjih donatorjev sta bila soprog bivše ministrice za javno upravo in ona sama. Ne? Se pravi, ona si je na nek način kupila ministrsko funkcijo, ne? In to je spet ena cena, ki jo je mogel Golob plačati, sicer bistveno manjša od tiste, ko je mogel plačati zaradi Mojce Pašek Šetinc, ta še zmerom raste. Ne? Minister za zdravje je sam nagnal, ne? In ni vedel, s kom ga bo nadomestil. In ko mu je po 3 mesecih pač tekla voda v grlo, pač eno najšuke je rekla, ja, in to je bila državna sekretarka, ki je bila skozi tam. Prav prvi dan bi lahko njo predlagal, pa je ni, zdaj pa nam je pa razlagal, da je to najboljša izbira in kako je ona fajn in ne vem kva. Ne? Ja, kdo to verjame. Zdaj isto, ne? Hovnikova je odstopila, ni rabo reči, da ima že naslednika. Ne? Kako imaš naslednika, če nisi vedel, da bo ona odstopila? Ker še en dan prej je rekel, da je polno podpira, bo ona odstopila. Ne? Ampak on ima že naslednika. Se pravi, vemo, da se je zlagal. Una dva je pa spet sam nagnal, pa še danes ne zna razložiti točno zakaj. Ne? Očitno kmetijsko ministrico zato, ker se je oprla pač od odvzemu krav in nutrifikaciji slovenskega kmetijstva. Ne? Se pravi, če ponestavim, vse, kar je dobro za nutri, je dobro za slovensko kmetijstvo. Ne? Ministra za podnebne spremembe pa zato, ker nas podnebje ne uboga, pa nam je prinesel poplave. Ne? Skratka, in zdaj on išče naslednike, nima jih, rekel je, da jih ima,
da ima njihova podpisana soglasja. Ne? Očitno so te ljudje, če bi to bilo res, pač ta soglasja kasneje umaknili, so videli, pač kam prihajajo in so mogoče razmislili, ali pa so prišli k pameti. Ali pa jih enostavno. In zdaj pač lahko čakamo, ne vem, kdaj se te roki, mislim, da tam v začetku januarja samo te zakonski roki iztečejo in na koncu bo spet dal nekaj ljudi, ki pač slučajno bojo rekli ja. Ne? Pri čemer, kakor se zdaj stvari odvijajo, ne? Mislim, da bo imel še večje težave kot pri ministrici za zdravje, ker zdaj res ne vem, kako bi se moral človek počutiti, da bi rekel ja, da bi pristal biti minister v vladi Roberta Goloba. Ker že pri zdravstveni ministrici se mi je zdelo, da najprej rabi napotnico k specialistu za psihiatrično zdravljenje, da je na to pristala. Pri teh, ko pa v zdajšnji situaciji recimo pride na kmetijstvo ali pa na podnebne spremembe ali pa recimo na javno upravo, ne, ko ti grozi splošna stavka v javnem sektorju, pa mislim, da je sam napotnica za ustreznega specialista premal, ampak bi morali takošno hospitalizacijo odrediti, ker je nemogoče, da nekdo pri zdravi pameti, pa neprisiljen, sprejme te funkcije v tej situaciji. En dogodek bi še izpostavila, ne povezan s tem, ali pa ne nujno povezan s tem. Ne. V Srbiji so ta teden odprli 3 nove stadione. Ne. Predsednik Aleksandar Vučić je v vrhuncu pravzaprav volilne kampanje, čez mesec dni ga čakajo volitve, ob njem pa so se pozirali ali pa prisustvovali zraven tudi predsednik UEFA Aleksandar Čeferin in ljubljanski župan Zoran Janković. Zdaj, česa si obeta Čeferin oziroma kaj je dolžen Vučiću, recimo, da gre na tak način sodelovati pravzaprav v njegovo predvolilno kampanjo? Ja, zdaj, če začneva na hudomušni strani, ne, bi lahko rekla, da lahko gre Aleksandar Čeferin z Balkana, ne, ampak ne more iti Balkan z Aleksandra Čeferina. Zdaj, Aleksandar Čeferin ima posredno, neposredno Aleksandru Vučiću veliko stvari, za katere mu mora pač biti hvaležen ali pa vrniti uslugo. Jasno je, da on ne bi bil 2-krat izvoljen za polni mandat predsednika UEFA, če ne bi imel podpore pač teh balkanskih držav oziroma njihovih nogometnih zvez oziroma pač teh iz bivših republik, ne, in tle gotovo ima nek dolg za Vučića. Tako da lahko se zdaj do Vučića, lahko se zdaj vprašava, ali je Vučić v kampanji za predsedniške volitve ali je v bistvu Čeferin že v kampanji za svoj 3. mandat na čelu UEFA. Ne. Zdaj, to, da je Zoran Janković sodeluje v kampanji Aleksandra Vučića, ni toliko, bi rekel, presenetljivo, zato ker tega smo že navajeni od ljubljanskega župana. Ne. On ne skriva, da je pač velik fan pač srbskega predsednika. Tudi mislim, da ne skriva, da če se bo kdaj slučajno naveličil biti župan Ljubljane, bi rad postal župan Beograda. Ne. To se mi zdi, da je nekako njegova zaželena karierna pot. Ne. Je pa res nenavadno, da se tudi Aleksandar Čeferin na tak način udeležuje pač te Vučićeve predvolilne kampanje. Res je, da je on otvoril samo 2 stadiona od 3, ne, se pravi, na enem je manjko. Ampak to ni dobro in mislim, da se zgodi, da bojo zahodni mediji, ki že tako problematizirajo pač te Čeferinove kandidature, glede na to, katere nogometne zveze, sicer iz političnih razlogov, ne, te mediji, katere nogometne zveze ga pri tem podpirajo, mislim, da znajo zdaj spet pač ga malo vprašati, ne, kako se to dogaja. Je pa res to, kar sem rekel na začetku, ne, se pravi, ta balkanizacija, če hočeš, slovenske politike in ne, tudi na nek način Evropske nogometne zveze se očitno nadaljuje z nezmanjšano silo in to so neki trendi, ki nam ne morejo biti všeč, ker ko smo šli v Evropo, smo šli tudi zato, da gremo stran od Beograda. Zdaj, nekako, če bomo hodili nazaj proti Beogradu, mislim, da to ni prava smer. Zdaj, na Nizozemskem se je zgodil en tak zanimiv volilni šok, ne, in sicer z veliko prednosti je pravzaprav zmagala stranka za svobodo Geerta Wildersa, ne, ki jo mnogi označujejo kot kot pri nas Gibanje Svoboda, ne? Zakaj je to bil šok? Ja. Kot skrajno desno, ne. Ja. Predvsej za njim pa je recimo bila Združena lista laboristov in zelenih pod vodstvom nekdanjega podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa, ki je z tega položaja pravzaprav odstopil, da bi popeljal to listo zmagovito na nizozemske volitve in se potem gladko opekal. Kako razumeš dogajanje na Nizozemskem? Miš kaj, priznam, da slabo poznam pač politično situacijo na Nizozemskem, ne, bi pa na pamet rekel, ne, da če bi mi ti rekel, da bo podpredsednik Evropske komisije se vrnil domov, da bo na volitvah popeljal neko koalicijo strank do zmage, bi rekel, da bo to težko uspelo. Ne. Ker če je neka politična inštitucija, ta hip, ki je najbolj oddaljena od tega
od ljudi nasploh, pa kar ljudje pričakujemo od njih, je to recimo Evropska komisija. Ne? In kar zadeva Nizozemsko, naše predstave v Nizozemski so kaj? Se pravi, neka protestantska država, razumeš, mogla se je dolg časa boriti, da je pač postala samostojna, ima neke velike te sosede, ne, posebej Nemčijo, ki pač na nek način jih zmerom, bi rekel, tako ali drugače so za njih neka grožnja, ne. Podobno kot recimo Slovenija, ne? Sam pač malo večja je in malo daljšo tradicijo ima in tako naprej. Ne? In zdaj v tako državo si ti spremenil v neko Culukafrijo, ne? Kjer so ti te glavne vprašanja, ne? Ko pri nas recimo pač emocije krav, so tam bila tudi neka marginalna vprašanja nekih mini družbenih skupin, ki imajo pač neke zelo marginalne spolne identitete ali pa pač imajo neke, bi rekel, zelo neobičajne spolne prakse in ti rečeš, to je zdaj naša državna politika. Ne? Poleg tega pa seveda vsi tujci dobrodošli in tako naprej, ni važno, kako se obnašate, če serjete po nas, po naši kulturi, po naših pravilih življenja, po našem načinu življenja, nič hudega, ne? Mi vas imamo še zmerom radi in potem reče šokov, ne? Zmagal je na volitvah človek, ki je rekel, dosti tega, ne? Moramo biti nazaj Nizozemci, če se zelo poenostavim. Ne? In zakaj je to šok? Se tudi v Sloveniji je gibanje Svoboda na nek način, ne, prišlo na oblast. Zdaj, a se bo pri Wildersu isto izkazalo, da on pač eno govori v kampanji, pa se na oblasti drugače oblaša, bomo videli. Ne? Pri Golobu in Svobodi smo imeli to nesrečo, ne? Da smo pač, oziroma tisti, ki so zanj glasovali, verjeli, da glasujejo za Svobodo z velikim S, v resnici so pa glasovali za Svobodo z velikim S, ki je diktatura z malim D in nam je ukradla Svobodo z malim S. Ja, ne, tudi po svoje smo tudi na Nizozemskem prišli do krav, ne, ker tudi tam je pravzaprav vlada odkupovala krave oziroma zapirala. Ja, točno imaš prav, ja, tudi tam se je s kmeti začelo, ja, hvala, da si me na to opozoril, ja, se korigiram, ne, kmetje so pač protestirali, šlo je do odvzema, mislim, tudi zemlje, pa tako, pa zmanjševanja kmetijstva, ne, in so pač zapirali ceste in tako naprej. Ja, evo, mi gremo po isti poti, ne, tam so začeli s traktorji, mi smo začeli s kravam. Tukaj je pač približno, bi rekel, razvitost političnega sistema Nizozemske, tukaj še nad našim, ne, da oni so šli pri traktorjih noter, mi pa pri kravah. Aljuš, hvala za današnje komentarje. Mi, spoštovani gledalci, pa si pogledamo, kaj je še odmevalo v preteklem tednu. V Argentini je slavil libertarni predsedniški kandidat brez strankarskega zaledja Javier Milei, ki napoveduje radikalne spremembe. Milei spoštuje vsako življenje, tudi nerojeno, socialno pravičnost označuje za nasilje, napoveduje pa tudi zmanjšanje javne porabe in števila ministrstev ter znižanje davkov in birokracije. Med bolj radikalnimi idejami je tudi ukinitev centralne banke in dolarizacija Argentine. Združenje Povezani smo je vložilo 56.267 podpisov za vpis pravice do uporabe gotovine kot zakonitega plačilnega sredstva v ustavo. Gotovina zagotavlja zasebnost in anonimnost, pri plačevanju z gotovino se vrednost ne izgublja, medtem ko pri kartičnih plačilih banka vedno vzame provizijo, še pravijo. Svetovna zdravstvena organizacija je Kitajsko zaprosila za dodatne informacije glede povečanega števila bolezni dihal, predvsem pri otrocih v tej državi. Kitajska sicer miri, da je porast okužb posledica sprostitve ukrepov proti COVID-19. Vlada je potrdila spremembe zakona o javni rabi slovenščine. Ta bo zahteval tudi možnost izbire slovenskega jezika v operacijskih sistemih, kar se nanaša predvsem na Apple in Netflix, ki menijev v slovenščini trenutno še ne ponujata. Tako, spoštovani gledalci, pri koncu smo. Hvala, ker ste vztrajali z nami. Če želite še naprej spremljati naš kanal, predlagam, da se nam naročite in tako ne zamudite naših prihodnjih oddaj. Lahko pa se naročite tudi na portal Domovina, kjer smo obravnavali še mnoge zanimive teme, ki jih nismo uspeli tudi v tej oddaji pokomentirati. Njihove vsebine pa lahko preberete na portalu Domovina. Za poln dostop se morate naročiti, s čimer pa tudi podprete naše neodvisno novinarstvo. Hvala za enkrat, mi pa se vidimo prihodnji teden v odmevu tedna. Do takrat pa srečno in nasvidenje.